ko smo pogledali številke za zadnjih 20 let, so resnično slabe. Šolstvo in investicije v šolstvo so zaostajali za vsemi ostalimi podsistemi v tej državi in to je treba obrniti. Zato je, tako kot sem rekel, čeprav Ministrstvo za finance prislovično nasprotuje, da se v zakone piše vezava sredstev na bruto domači proizvod, ker bruto domači proizvod ima samo 100%, ne glede da marsikdaj politiki, seveda, ko jih poslušaš, prideš do tega, da je BDP več kot 100%, ampak tako sem rekel, na primeru šolstva pa absolutno tudi mi priznavamo, tako da sem zelo vesel te debate, debata sicer še zmeraj traja, je zelo konstruktivna in tako in me na nek način veseli tudi, da se o smeri vsi strinjamo in tudi tukaj seveda so ljudje, ki z različnih področij šolstva, ki imajo različne poglede, ampak smer je pa usklajena in na strani vlade in na vseh današnjih deležnikov, tako da verjamem, da je v bistvu ta zakon, ki bo ne dvomim na to sprejet, zelo pomemben korak, en najpomembnejših, tako kot sem rekel, obrnemo šolstvo v drugo smer, kar je na dolgi rok, to je tisto, kar nas dela konkurenčne, torej, da imamo kompetentne, izobražene državljane.